V sodobnem času, ko zamenjamo skoraj vse, kar nam ne ustreza več, smo začeli podobno ravnati tudi v odnosih. A ljubezen ni kot nov telefon. Ne moreš je kar zavreči in zamenjati. In pogosto odnos ne potrebuje konca, ampak nov začetek. O tem, zakaj pari v teh časih tako hitro obupajo, kako vemo, kdaj je odnos zares končan, kdaj pa je samo v slepi ulici, se pogovarjam s strokovnjakinjo za partnersko in družinsko problematiko ter vzgojo otrok, Melito Kuhar. Pogovor prinaša odgovore na ključna vprašanja. Kako ločimo med tem, ali bežimo zaradi svojih notranjih ran ali nerealnih pričakovanj in tem, da res ni več temeljev? Zakaj, v navednicah, komunicirava veliko ne pomeni nujno tudi, da se slišiva? Ali se lahko ponovno zaljubimo svojega partnerja? Pa tudi v tem, kdaj je čas, da iz odnosa odidemo. Pred tabo je pogovor, ki je iskren, topel in brez olepšavanja. Obvezno poslušanje za vsakogar, ki ljubi ali si to želi. Melita, živjo. Čau. Vesela sem, da si se odzvala povabilu. Z veseljem. Hvala za povabilo. In z veseljem te gostim. Super. Zdaj, o tebi vem, da že 17 let vodiš svetovalnico. Ja. Ampak te bom vprašala, tako kot vsakega gosta doslej, isto prvo vprašanje. Kdo je Melita? Melita je na prvem mestu mama, vedno. Moja mlada dama ima že 27 let in sem res izjemno ponosna, v kakšno žensko je odrasla, zelo ponosna in hvaležna, ponižno hvaležna sem tudi za mojo poslovno pot v okviru svetovalnice, do katere me je pripeljala pravzaprav tudi moja, bova rekla, težka partnerska izkušnja, ki se je zaključila približno 20 let nazaj in glede na to, da sem bila včasih bolj v poslu, sem na podoben podjetniški način razmišljala, kako lahko jaz drugim parom in posameznikom pomagam, ko prihaja do neke toksičnosti, odtujenosti, bolečine, strahov, nemoči. Glede na to, da sem vse to dajala proti koncu najinega zakona čez in sem rekla, Melita, ampak ti si navsezadnje 2 faksa naredila iz tega. Zakaj ne bi ti mora biti drugim pomagala, ki se znajdejo v podobni situaciji, ampak ni več 20 let nazaj v Sloveniji tega ni bilo, ko bi jaz to potrebovala. In sem rekla, nič, Melita, ti kot že od malega na svoj način rušim neke tabuje, stereotipe, vzgojena sem v nekem svobodnjaškem duhu in na podoben način pravzaprav podjetniško, iz nekega poslanstva in ljubezni do zdravih odnosov, sem pravzaprav vstopila na še neznan trg, tudi na slovenskem prostoru, glede prav svetovanja. In v okviru tega razvijam še naprej neko moje poslanstvo, pišem članke z veseljem. 5 knjig sem izdala, se pravi, sem tudi avtorica 5 knjig, v kateri so opisani članki, ni to za neko poslovno delo, ampak je za neko uporabo, ker ni neko dolgovezno čtivo in pravzaprav tudi v okviru moje svetovalnice se dotikam, tako kot so naslovi knjig, iskreno o partnerstvu, o tem bova danes govorili, iskreno o vzgoji najstnikih, pravzaprav tudi dostikrat partnerski odnos se razpade oziroma se skrha o prihodu dojenčka in ob različnih pogledih na starševstvo. 3. knjiga o intimnosti, ki je izjemno pomemben in vitalen del zdravega partnerskega odnosa, osebna rast. Jaz mojim parom vedno rečem, z delom na sebi, z neko osebnostno rastjo, lahko krepimo zdravo odnosnost znotraj partnerskega odnosa in seveda si ostali družinski odnosi. To sem jaz. Sem prijateljica, sem hčerka, sem enostavno ženska, ki uživa svoje življenje, treniram boks, z veseljem hodim v fitness, danes sem z napornega treninga, ampak meni mi daje to neko še tudi drugačno kognitivno zavedanje dejansko tega, da vseeno pri svojih 56 letih
Je potrebno delati kar naprej na sebi, tako na fizičnem področju, kot na mentalnem, tako kot na emocionalnem. In vedno rečem, da sem Primorka in brez morja ne morem. In sem pač vedno v Ljubljani, ne moreš morja iz mene vzeti. No, vsaj to, poleg vsega ostalega, zagotovo deliva ljubezen do morja, Okay. Ljubezen do primorskega dialekta. Okay, lepo. Tako da gledam. Lepo. Po vsem slišanem sodeč bi rekla polno zaposlena, aktivna ženska v svojem življenju. Najlepše obdobje mojega življenja je to, lenivec. Dejansko po menopavzi se mi zdi, da je neka nova svoboda, neko novo zavedanje in nekih mogoče novih vrednot in pravzaprav tega, da nimam še enkrat toliko časa, ga imam pa vsaj še rečva 31 zdravih let. Jaz sem hčerki obljubila, da se bom dobro in zdravo starala in jaz se te obljube držim. In življenje je čudovito. In življenje je krhko in je menljivo in pravzaprav kaj je res pomembno v življenju, so pravzaprav odnosi. Primarni je pa odnos do sebe. In s tem odnosom do sebe vstopamo tudi v partnerski odnos. Tako. In ravno o tem se bomo danes tudi Tako pogovarjali. Se že zelo veselim, ker imam nekaj vprašanj, ki me seveda nadvse zanimajo. Seveda. No, zanimajo me vse, ne? Ampak nekatere pa si ne znam čisto dobro odgovoriti, tako da bom zelo vesela. Tako. Začniva najprej, kako bi recimo opisala značilnosti partnerskega odnosa v današnjih časih. Pa kako je to bilo včasih? Mi smo vsi imamo v sebi še tisti odziv teh prejšnjih časov, še vedno se pravi nekega, treba reči, patriarhata in sedanjih novih časov, tudi z pomočjo digitalnih vseh medijev, skozi katere lahko v nekaj sekundah pridemo do neštetega morja, tudi nekritično včasih različnih informacij, ki so si pogosto tudi kontradiktorne. In zaradi tega je včasih potrebno res nek del zdrave kmečke pameti, jaz rečem ZKP, da pravzaprav mi za sebe najdemo, kaj bi bilo tisto, kar je zdravo in kaj ne bi bil za nas zdrav partnerski odnos. Jaz sicer sem oblikovala skozi vsa ta leta in da lažje moji pari razumejo, neko mojo formulo, kaj to zdrav partnerski odnos je sedaj. Kaj pa je bilo pa tako ali tako odzvanja v teh naših nahrbtnikih, ko pridemo skupaj v partnersko zvezo, pravzaprav mi na mizo partnerstva in jaz in on vržemo težo teh naših nahrbtnikov, te naše prtljage, v kateri se skrivajo generacijske travme, prepričanja, vrednote, vzorci, jaz temu rečem žigi, ki so v nas vtisnjeni, pač niso naši, so v nas vtisnjeni s pričo pripriča naših prednikov. In vsem tem, pravzaprav oba v paru se nekaj soočita. In tukaj seveda prihaja do velikih trenj in do nesoglasij. In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da tudi znotraj že na začetku zveze komunikacija vse približno poteka umirjeno in spoštljivo. O tem bom še v nadaljevanju več povedala, ta moja formula, se mi vsi smejejo, ampak si jo pa tudi vsi zapomnijo, 5S v komunikaciji. Ok, se jo veselim. Ja. Nekaj novega. Skomplicirane stvari, kar odnosi vsekakor so, poskušam poenostaviti. Ker so ostale obsežne literature in vsebine, saj to vse najdete na internetu, ampak ko ste pa pri meni, je pa res pomembno, da pač v tistem omejenem času čim več lahko in želim dati. In zaradi tega ne kompliciram, ampak tako kot ene formule mojim parom razlagam in se mi zdi, da je to kar ena taka zdrava metoda. Moja. Super. Moja. Pa če bi pogledala zdaj recimo vsa ta leta izkušena, ki so delo s pari, med drugim. Tako. Bi lahko rekla to, kar sem uvodoma izpostavila, da se obnašamo potrošniško tudi v odnosih, ali takšni mogoče sploh ne pridejo v svetovalnico, že prej zaključijo zgodbo,
Kako ti vidiš ti naše današnje odnose? No? Ja, to je zelo luštno vprašanje. K meni marsikdaj pride par in reče, kaj Melita, zdaj kaj bomo, a ostaneva, a se ločiva. Pa jaz gledam pa rečem, to res ni moja stvar, kaj boste videli z vajnim odnosom naredila. Moja je, da vaju naučim, da lahko mora biti še zadnjič, da sta vse od sebe, da vidita, ali sta še sposobna najti neko energijo, tiste ostanke neke prvotne ljubezni, ki je bila dovolj dober, kot si prej omenila na uvodu, ljubezen ni enako odnos, po mojem prepričanju. Torej, ljubezen je naša motivacijska neka sila, ki nas pravzaprav drži, da želim točno s to osebo deliti sebe, svoje življenje, svoj čas, svoje telo, svoja prepričanja in tudi pač, ko so otroci naprej, njih vzgajati na ta način. In se mi zdi res škoda in vedno rečem, kaj pa je to 1 leto vajnega časa, da zdaj se naučita in tudi vedno lahko rečeta, ne grem se več, ne morem, ne zmorem, preveč sva utujena, preveč sva utrujena od najine dvojine, od vse toksičnosti, vse bolečine, ki sva si jo prizadejala, ampak pomembno je, da veva, kaj pa to je zdaj zdrav odnos. Mora biti v neki novi zvezi, ampak jaz vedno rečem, v nasprotju s tem potrošniškim, modernim časom, v katerem živiva, se veva, avto se menja na 2-3 leta, telefon menjamo na leto, superge, valjda moramo jih imeti 5 doma, a ne različnih, tako kot moda narekuje in tako naprej. Jaz sem mogoče še malo old school, jaz sem še mogoče malo staromodna in vseeno do neke mere popravljam. Ne do konca, mogoče tako kot so naši starši, ker ni bilo še tega izobilja v socializmu, da si res tisto pečico in tisti pralni stroj, čisto za vsak šrav že zamenjal, mogoče ne v tej skrajnosti, ampak vedno rečem mojim parom, se nima tako izgubiti v resnici, lahko se pa veliko naučita, ampak vajina odgovornost je, kaj bosta naredila. Prvo, vsak svojim odnosom do sebe, res to je kardinalni, to je osnovni odnos, in kaj posledično tudi bosta lahko še dajala in dala in se učila dajati v odnos z drugo osebo. To je zahtevno delo in je izjemno odgovorno delo in jaz vedno sem izjemno ponosna na moje pare, ki nekako prizadevno probajo in se učijo od mene, kaj lahko predrugačita znotraj komunikacije, znotraj tega, da si vzameta čas, da sta spoštljiva, da sodelujeta. Jaz se ne znam nobenega odnosa in ni vas moja predstavljati brez sodelovanja. Sploh, ne znam si ga predstavljati. In seveda, zakaj sva midva sploh skupaj? Zakaj? Ali mi je lažje ne biti z njim ali z njo? In to so vse izjemno pomembno vprašanja, ampak vedno rečem, se nima tako izgubiti. Veliko se pa lahko naučita. In da sem res ponosna na moje pare, ki me na ta moj smešen, čuden, nenavaden mora biti način slišijo, predvsem pa razumejo. Iskreno, mislim, da bi vsak odnos, vsak partnerski odnos se moral učiti o tem, kako je živeti v odnosu. Ne? Hvala lepa. Resnično. Nobeno z tega ne uči. Kje se mi to učimo? Tako. Znotraj naših primarnih družin, znotraj partnerskih odnosov naših staršev, oni so se to učili od njihovih prednikov, ampak da si zamisliti, to je bilo 50, 70, 100 let nazaj, kar je bila popolnoma druga paradigma partnerskega odnosa in družinske dinamike in patriarhata in vloge ženske, moškega. Dobro, ne bo zdaj šle v to preteklost, ma še vedno je nekje v nas ta generacijski čip, te zgodbe, te travme, ki smo jih, predvsem tudi ženske v slovenskem področju, nekje jih imamo, nekje v sebi. Zagotovo. Ja. In zdaj, če dodam, podobno razmišljam tudi, kar se tiče vzgoje otroka. Ne? Mi absolutno nismo pripravljeni na vzgojo oziroma to, kar nas čaka. Sej vprašanje, če si lahko sploh kdaj na vse pripravljen, nemogoče. Ampak kljub vsemu se mi zdi, da bi to bil zagotovo lahko en predmet v našem izobraževanju. Ja, ampak spet tisti starši, ki smo pripravljeni slišati, kaj to je, dajmo reči, zdrava, odgovorna vzgoja. Tisti smo se tudi, ko so bili naši otroci majhni, smo se udeleževali vseh različnih delavnic izobraževanj. Jaz sem to gledala v vrtcu, v šoli, pri hčerki.
tisti starši, ki bi pa potrebovali kakšen napotek glede nekega zdravega vzgojnega pristopa, no, tistih seveda nikoli ni bilo. No, so pa tudi starši, kot sem jaz, recimo, ki pa so se precej pozno zavedali, kakšno pomembno vlogo igrajo. Jaz mislim, da sem rabila kar enih 10-11 let, da sem dojela. No, bom mogoče v bran sebi rekla, da sem bila izjemno mlada mamica pri 20-ih. Ja. Ampak ja, še eno stvar bi omenila, ful mi je bilo lepo, kako si opisala, kaj je ljubezen. Tako sem kar dobila malo motne učke. Res nikoli še nisem slišala tako definirano skozi odnos, v bistvu ljubezen v odnosu do drugega, ne? Ja, ampak ni tako. Ja, res je, ful Če lepo. pogledamo na najne odnose, na najne ljubezni. Drži. In to je tisti temelj, na katerega dostikrat apeliram. Bila je na začetku ljubezen, ki me je motivirala, da pridem v odnos s tabo. Ampak odnos je tisti, v katerega vlagamo. Midva bova danes in govoriva o odnosu, ne o tem, kaj nekdo notri v sebi individualno, a ne subjektivno čuti neko čustveno, ljubezensko, romantično občutenje, ampak kaj lahko dajemo v odnos z drugo osebo, ki je od nas popolnoma drugačna. To je tisti temelj zdravega partnerskega odnosa in odgovornost, ki vsak od partnerjev želim, da prevzema pri tem vlaganju, učenju, mojstrenju, vadbi in vse skupaj je rezultanta nek zdrav input in enega in drugega v dovolj dober odnos. Ne bova govorila o perfektnem, ker ne obstaja. O čudovitem in najbolj in sploh za Instagram ne obstaja, no. Lepo prosim. Ampak To je pa hollywoodski filmi, no. Seveda. Ja. Pravljice tudi potrebujemo. Absolutno. Samo dajmo spet malo ZKP-ja, zdravo kmečko pamet vmes še dati zraven. Milita, kako veliko vlogo pa igrajo naša pričakovanja v smislu, da bi pa partner mogel biti vse in prijatelj oziroma prijateljica in terapevt in ne vem kaj še vse, skratka vse svoje pričakovanja projiciramo van oziroma vanjo. Ja, in želje in potrebe in na tej nezavedni ravni tudi neka naša hotenja, ki jih niso bila slišana, izpolnjena, tudi skozi naše odraščanje strani pač primarnih skrbnikov, torej staršev. Vse to na neki ravni želimo od druge osebe in hrepenimo po tem, ne. Ampak žali Bog, to redko kdaj na tak način, v skladu s takimi ogromnimi pričakovanji dobimo. Zato pa je zelo, zelo pomembno, da znamo to tudi povedati, skomunicirati, kaj potrebujem, kje so moje meje. Veš, Nives, jaz skozi delo s pari vedno znova ugotavljam, da eden od indicov zdravega partnerskega odnosa je tudi, kako par spoštuje meje eden drugega. Kar je pa pomembno, in to mojim parom stokrat rečem, ljubčka, naše egote, ego stanja 3-letnikov, moj prav in zgolj moj prav in samo moj prav in ki ti pa nimaš pojma, je treba dati na stran in dejansko spoštljivo in ljubeče vstopati v komunikacijo in spoštovanje drugega, predvsem tistega dela, pa to je majhen delček lahko, če se ne želim, ne morem, nočem, ne bom. To dostikrat zmotno pride do nekega prepričanja, da je to kot neke vrste agresija in jaz v nezavest padem, mislim, prisežem in rečem ne, to so ti naši ljubeči neji, ko damo navodila za uporabo. Jaz dam navodilo za uporabo tebi, če se ne morem, ne zmorem, ne bom, prosim za razumevanje. Jaz seveda za veseljem slišim tvojo mejo meni in lih tukaj na tem stičišču je eno od zelo kvalitetnih, bom rekla, pol, kjer se začne ta partner spoštovati. Ker tako vse ostalo je dovoljeno, vse ostalo je okej. Ampak nekje so tudi te zamejitve, ker nismo preslikani eno drugega, nismo siamski dvojčki, da bi zdaj en drugemu brali misli in da bi kar vedeli, kako se druga oseba počuti ali kaj doživlja. To je vse postalo, žali Bog, mislim, da
Površinsko preveč, premalo je neke te iskrene globine. In ja, zdrav partnerski odnos med drugim tudi lahko temelji res na enem dobrem, zdravem prijateljstvu. Pa, kaj bi pa rekla, kaj pa so najpogostejši razlogi, da pride potem do odtujitve v odnosu? Ali pa, če grem še mogoče korak nazaj, kako sploh prepoznaš, da gre za odtujitev? Ko je individualno, se počutiš, da nisi viden, slišan, upoštevan. Da teh mej sploh noben ne sliši, niti so človeku mar. Ko prijete na polje, da sta sovražnika in ne več zaveznika in prijatelja. Ko si vsak odločitev minirata in dokazujeta svoj prav, tukaj se navezujem na ta stanje 3-letnikov v peskovniku, vse moji pari vejo, da imam v moji svetovalnici lopatko in grabeljce. Ja. Ker pač, ljudje smo vizualna bitja in da razbijem to tisto, vse je tako strogo, ne, življenje je ful lepše in bolj fluidno in tudi včasih igrivo in življenjsko in ko včasih potegnem lopatko in grabeljce izpod mize in se večina parov začne smejati pa tako, a sva taka, ne? Ja, tole, kar sem zdaj poslušala, je bil takole prepir 3-letnikov v peskovniku tam za eno igračko, kada se drugega cufata in kjer bo imel tisto igračko, lepo prosim, če lahko odrastemo. In gremo iz tega peskovnika 3-letnikov ven in zelo hitro pari razumejo, mogoče pa res lahko zdaj nas večjim medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem in drugemu prisluhneva. To so veščine, to se je pravzaprav treba naučiti, ker ko smo bili zaljubljeni, ni bilo tega treba. Zaljubljenost je tisto primarno obdobje, kjer pač je namen zaljubljenosti, da pač smo spolno aktivni, da se pač naredijo otroci in potem, bože. In pravzaprav je ravno takrat, ko izveneva ta faza hormonalne zaljubljenosti, je res pomembno, da se odločamo, jaz temu rečem, da se odločamo za ljubezen. Torej za odgovorno vlaganje v odnos. Da. En zna, en ne zna, en zmore, en ne zmore. In je že tukaj diskrepanca različna, ker smo spet, kot rečeno prej, prinesli našo prtljago in jo butnili na mizo odnosa. Tako. In zaradi tega je toliko potrebno, vsaj jaz na to prisegam, biti sočuten, strpen. Zdaj se mi je v misli prikradla ena risba iz table v osnovni šoli, ko smo se učili o množicah. Množica ena, množica druga in presečišče in sem to tablo videla točno tam v presečišču. Hvala, jaz tudi dostikrat to parom rišem. Vidiš, to stoji in tukaj je brezek in to je odnos. Ja, pa vizualni smo, večina ljudi je, ko vidimo, si zapomnimo, vidiš, evo tablo si zapomnila. Ja, absolutno. Ja. Ampak preden pride do tega, da naven vidiš, da je neka odtujenost, kjeri pa so mogoče malo bolj tihi znaki, ki jih dostikrat vsaj eden od partnerjev prepozno prepozna, da se nekaj dogaja v odnosu? Če vmes še odgovorim na prejšnje vprašanje, kje pač prihaja oziroma kaj so vzroki za odtujevanje? Na prvem mestu je par si ne vzame časa. Vse je podrejeno nekemu hitenju, službam, otroke razvoziti, splanirati enkrat ali pa 2krat na leto počitnice. In meni, pa jaz mislim, da je na 80% parov, ki pride, reče, midva se v najinem partnerskem odnosu mogoče sploh nikoli nisva v resnici pogovarjala. Midva so se zgubila. Midva se pravzaprav sploh ne poznava. So v redu starša, skrbiva za otroke, gremo vsak drug nedeljo k tašči na kosilo, v službi ostajamo do 6-7 zvečer, organiziramo si življenje okoli otrok, ampak partnerskega odnosa, te njune komunikacije ni. Torej, ne prihaja do odtujevanja, ne vzamemo si časa. Jaz ne bom tukaj rekla, nimamo časa, ker to ni res. Ne vzamemo si časa, poudarjam. Smo rekli iskren pogovor, ne? Ne vzamemo si tega časa, v katerem bi govorila zgolj in samo o njima. Ne slišimo, ne razumemo en drugemu. In nismo dovolj spoštljivi do različnosti eden drugega, ker smo izjemno različni, a ne? Zato moje pari kot neko
spet moje smešno orodje, dobijo recept za posvečen čas. Se pravi, da si dejansko zvečer, ko se umiri življenje, ko recimo otroci spijo, da ugasnete televizijo, telefone, računalnike, si vzamete pol ure časa, 30 minut in se posvetite en drugemu. In ti moram povedati, da me polovica parov tako gleda. Kako ste mislili, Melita? Kdaj? Kaj pa ne se pogovarjava, med koli gledajo? Ne? To je že ta utujeni moment, ki grejo potem, bežijo. Je treba še pomesti, je treba še, ne moram še pijate ven iz pomivalca, ven zložiti, pa še cunje, pa rečem, se to počakalo, vajen odnos pa ne bo. Ja, to so ti recimo eni kardinalni faktori, ki prispevajo k utevanju odnosa, in potem sta dva tujca, se gledata, ampak verjetno tudi zaradi nekega sodobnega časa, podcastov, različnih knjig, literature, da sem vesela tega, tudi verjetno z najino pomočjo, da vseeno pari mora biti prehitro ne vržejo puške v koruzo, pa če jaz lahko trdim za te, ki pridejo do mene v svetovalnico, da želijo ne samo popraviti, ne bom uporabljala te besede, ampak na nove temelje postaviti partnerski odnos, ki bo bolj zdrav, ki bo bolj kakovosten, ki bo bolj zadovoljeval tudi njune individualne osebnostne potrebe v tem, da sem videna, da sem slišana, da sem upoštevana, da sem spoštovana in s tem nekako tudi varna v tem odnosu. Velja seveda za obe strani enako, tako za moško kot za žensko. Pa je mogoče ravno ta občutek odsotnosti varnosti v odnosu razlog, zakaj se partnerja prepozno v navednicah, pozno začneta pogovarjati o njunem odnosu oziroma o težavah, ki so se pokazale. Ja, tudi ja. Da se ne počutim več varno ob tej osebi. Pravzaprav, ker moje potrebe po tem, da sem slišana, da sem spoštovana, da so upoštevana, pač enostavno so prezrte ali so diskreditirane, zakaj pa ti tako čutiš. Enako tudi ženske do naših partnerjev, ne jemljemo njihove bolečine resno, včasih pravzaprav omalovažujemo njihovo stisko ali pa to, da ne razumejo vseh naših, zahtev, predlogov. In spet se vrneva k temu, premalo se pogovarjamo, premalo. Mogoče tukaj zdaj, če uporabim, ker so pri komunikaciji teh mojih formula 5 S-jev, ko si par vzame čas, to so zdaj že rešitve. Ko si par vzame čas, želim, da govori med sabo in se sliši, kar si prej lepo povedala, ne samo, da mi govorimo, da se tudi slišimo in probamo razumeti sporočila in drugega, kar mora spet vedeti. Moški način izražanja in ženski način izražanja, se opravičujem, ampak to ni nekih ful stičnih točk, ni, zato pa je toliko bolj potrebno se naučiti teh veščin, da probamo, da jaz razumem moški način razmišljanja oziroma čustvovanja, ki pride skozi nek komunikacijski kanal in seveda v obratni smeri. Prvi pač tak je, da smo res spoštljivi v komunikaciji. Da spoštujemo to, da smo različni v tem medsebojnem kanalu komunikacije. Drugi je, da smo strpni. Ne vem, kam je šla strpnost. Jaz jo res hočem kultivirati in jo res zelo poudarjam. Sočutni. Zakaj nismo sočutni eden do drugega? Čeprav se ni nujno, da se strinjamo. Jaz ne govorim o tem, da se mora par strinjati, ker se ne moramo vedno strinjati. Ampak, da smo sočutni in strpni do razmišljanja druge osebe, če tudi se z njo ne strinjamo. Četrto je sodelovanje, da je sodelujoča komunikacija. In 5 S je seveda spolnost, ker je izjemno pomembna oblika komunikacije na našem fizičnem nivoju, kjer pravzaprav gre pa za izjemno pomembno medsebojno zaupanje. Omenila si moško bolečino oziroma stisko, ki jo spregledamo ali pa je ne vidimo, ne razumemo, kaj je to najpogosteje po tvojih izkušnjah iz
svetovalnice? Naši moški so še vedno proizvod tistega patriarhata, rečemo tako, kjer moški čustvo ne kaže. Ne? Vse, kar mu je dovoljeno na način kazati, je neko agresija oziroma jeza. Ampak jaz sem zelo vesela, da se današnji slovenski moški dejansko prebujajo v tem, da so tudi oni izjemno čuteča, občutljiva, srčna bitja, ki pa še iščejo nekako svoj prostor pod soncem, kako bi to svojo občutljivost, to svojo nežnost, to svojo potrebo po sočutju, potem, da pač niso njihova občutenja diskreditirana, se tega še učijo in na en način že počasi opogumljajo in se opolnomočijo, da pač izražajo svoje čustva in stojijo tudi za njimi. Namreč mene to moški učijo. Jaz imam veliko individualnih strank, moških, običajno po že končani zvezi, se pravi, in ugotovijo, da so prišli žal prepozno, ampak njihova bolečina, njihovo kesanje je res zelo težko gledati in mene moški ravno učijo, kako so dejansko občutljivi, kako so čustveni in jim delamo izjemno krivico, če pač ne upoštevamo tega, da smo in ženske moški enako čustveni, občutljivi, hrepenimo po neki bližini nežnosti, ma smo navajeni in vzgojeni, se veva. Fantki ne smejo jokati, me pa lahko. Jaz sem zelo vesela, ker današnja vzgoja oziroma današnji starši tudi svojim sinovom dovolijo, da jokajo, da so nemočni, ne samo punčke in deklice. Tako da jaz pozdravljam naše slovenske moške, ki se opogumijo in grejo v to delo na sebi, ker s tem postajajo tudi mogoče ne za pač, če nek zakon končan, ampak mogoče za neko novo partnersko zvezo. Bolj že v štartu izkazujejo svoje čustva. Vsa čustva. Ne, da jih morajo tlačiti in jih nekako v neko avtocenzuro iti. Ne, dajmo lepo prosim skozi komunikacijo in tudi skozi dotike si izkazovati ljubezen, hrepenenje, potrebujem nežnost, potrebujem pozornost, potrebujem spoštovanje. To je vse ta medsebojni in energetski in miselni tok in to, kako se z intimnostjo en z drugim prepletemo in delimo svoje telo in svojo energijo in svoj čas na izjemno pomembni ravni, ker jaz dostikrat tudi rečem, intimno spolnost je kot neko lepilo, kot neka češnjica na vrhu te zdrave partnerske torte. Zadnji S je bila ravno spolnost, ne? Tako. Pogosto se zgodi, da se ženska, bomo rekli, umakne iz intimnega odnosa. Ja. Zaradi česa to pride? Je tle res samo ta čustvena odtujenost oziroma ne sliši me, ne vidi me? A je to lahko mogoče tudi kakšna prtljaga, ki jo je s sabo prinesla? Kako se recimo nek tak par, ki se znajde pri tebi v svetovalnici, začne učiti? Ja. Pravzaprav je to eno moje tretje kardinalno vprašanje, ker če gledava v premiso, da je intimnost in spolnost del komunikacije, pravzaprav tudi direkt moj par vprašam, kdaj pa ste bila vidva kaj intimna nazadnje? In me res srce zaboli, ko vidim, ko začneta takole gledati. Nisva bila že dolgo. Vse, kar se je nič hudega. Meni to samo je neko od pokazateljev otujenosti odnosa in tega, da pač ni komunikacije. Zelo redki pari so tisti, ki svoje kregarije in svoje očitke in svoje neke toksične peskovnike rešujejo potem s tistim make-up seksom. Jih je nekaj, ampak jaz vedno rečem, ampak vzrok za nesporazume in za krege je, kam je dan, pod preprogo je potisnen. Jaz pa tega res ne želim. Ker je vedno znova fino, da pogledamo vzroke in se dokopljamo do njih, da jih lahko zavestimo, da jih lahko predrugačimo tukaj in sedaj, da bojo v prihodnosti bolj zdravi temelji zdravega odnosa. In ženske in moški drugače delujemo. Jaz sem to opisala in to se mi pravzaprav mnogi smejejo, ampak jaz to ugotavljam znotraj svetovalnice.
kako moški in ženske drugače pristopamo k naši spolnosti, naši spolni vlogi in tudi znotraj dvojine. Mnoge slovenske ženske, opažam, nosijo še vedno nek pečat nekega sramu. Tega, da pač si ne dovolijo tega spolnega, ne samo užitka, ampak tega predaje. Vedno sem kot v enem gardu in zdaj gledam, da sem boljše, da sem jaz pripravljena, kje bo zdaj spet neka opaska, neko nestrinjanje, neka kritika. Tukaj smo res občutljive, dragi moški. Prosim, vseeno nas ne toliko kritizirati, nismo tako napačne, no. Me pa moške obravnavamo iz našega zornega kota, a ne? Pa so oni mnogo bolj preprosti, mnogo bolj, kaj bova rekla, črno-beli. In včasih se mi zdi res nefer do moških, da hočemo njih v neko našo mavrico spraviti, ampak obenem pa moškim rečem, pa se lahko vseeno mogoče malo neko sivino najdeš, ne samo to črno-belo. In moški imajo zelo enostavno paradigmo, tako malo za šalo, ima veliko zares. Ona se želi z mano ljubiti, je enako, ona me ima rada. To si oni zanačijo. Wow. Ja, so enostavni. In ker rečem to mojim parom, on se smeje tako, vse tako. On se smeje, ali ona? On. On. Tako, tako je. Aha, Okej. kot prav imaš. Ja. Ok, pa rečem, no. Ok, zdaj pa, da boš razumel, zakaj pa sta se nehala pravzaprav ljubiti ali pa daješ ti pobudo, ampak ona je rezervirana. Vse, kaj veš, kaj mi dame, imamo pa recimo, to je zdaj malo sarkastično, seveda plastično bolj povedano, imamo pa eno tako v naši glavi, en tak seznam nekih 20 nekih trditev, skozi katere vsak dan gremo in smo zelo zoprne in zelo zahtevne pri tem. In vi moški tega ne morete tako gledati in razumeti. Se pravi, to je pač malo karikiram, no? Ampak pač meni pari vsi rečejo, v bistvu je res tako. Jaz od njih učim, svetovalnici, ne. Je šel po otroku vrteti Klukca. Danes mi je rekel, da mi paše ta frizura, opazuje frizuro, ok, Klukca. Pozabil je špezo iskati nekaj, kar sem mu itak na vrhu napisala. Križec. Ni bil dovolj spoštljiv do mene križec. In gremo tako čez ene te naloge skozi dan v sebi, še enkrat pretiravam, ampak da se laže ta plastičnost različnosti, razume? In če več, dajva reči kljukic, kot pač, ali pa nekega bolj spoštljivega ali pa sočutnega odnosa naših moških, se pravzaprav z veseljem ljubimo z našimi dragimi. Marsikdo se zaveja, da dejansko to na en način res eno fajn lepilo, eno fajn zavezništvo, no vse zadnje. Ampak marsikdo, ko pride otrok, pozabi na to primarno vlogo partnerstva in sta samo še kaj? Tati in mami. In tako rečem, kako se primarno sta bila moški in ženska, partner in partnerka. Sekundarno je starševska vloga. In potem se vse okoli otrok vrti in pozabita biti intimna, nasmejana, žgečkljiva, objeta, poredna. Ampak življenje je eno samo. Ampak tako, ko sem poslušala ta plastični prikaz checkliste, ne, sem si rekla, pa porka duš, kaj, pač mi res pričakujemo, da so oni popolni v vseh ozirih? A smo zahtevne, ne? Ekstra. Hvala lepa. Bogi reveži. Pa ne, se oni dajo vse od sebe, kar lahko. In jaz z veseljem pač tudi mojim moškim razlagam, da pravzaprav boš dobil izjemno čudovito žensko, ki ti bo pripadala, ki te bo spoštovala, ker moški naši rabijo to spoštovanje, da so oni tukaj za nas. Pak mogoče z malo več truda, dejansko več čuječnosti, da vam pa rečem, nehaš toliko komplicira, dej. Da najdemo se nekje na sredi poti, na nek zdrav, približno zdrav imenovalec vsej tej neskončni raznolikosti, kako mi ženske gledamo na odnose, na spolnost, na sebe in kako moški. Pa tudi, če pogledamo antropološko, civilizacijsko, kako se je družba razvijala, odnos med spoloma zadnjih, 5000 let. Zdaj živimo v zelo, zelo, zelo kratkem obdobju, mogoče 30-40 let, da so pravzaprav imamo ta moško-žensko kot neko
Enakovrednost, deva je reči. Eno vprašanje sem imela vmes in zdaj mi je seveda zelo ob neprimernem trenutku šlo. Vem. Spoštovanje si omenila. Zdaj, mi ženske vemo, kaj je tisto, kar si želimo, da partner opazi, ne? Ampak ali vemo tudi, kaj partnerju pomeni, kaj za partnerja pomeni kot spoštovanje, da mu jaz izkažem spoštovanje. Kako moški razmišljajo, kaj se njemu zdi, spoštuje me. Ja, mislim, da je to en del tega genetskega čipa, da je on tisti, ki je tukaj, da ščiti, da brani, da je močnejši, da on svoje samičko in svoje potomce, tukaj moje, to izčuvam, pazim, mazim, branim. Da zna reševati, da je proaktiven v reševanju pač takšnih in drugačnih zapletov, ne da gre v neko histerijo in potem čaka svojo ženo, da bo ona zdaj predlagala 5 rešitev, s katerimi bo on rekel, ok, imaš prav. Ženske rabimo včasih biti kraljice. Jaz vedno rečem, če pač moški ve, kaj je njegova ta kraljevska vloga, če se spet malo pretiravam, potem smo lažje in malo manj potem more biti čisto nagonsko, malo manj zahtevne, pa da nam čisto vse, kar on naredi, pač nam nekaj ni v redu. In predvsem tukaj spet kaj manjka in vedno znova ugotavljam pogovora, iskanja nekega skupnega imenovalca. Jaz temu rečem, to so partnerski dogovori, to so partnerske neke zdrave zaveze, na katero oba pristaneta in je potem nujno potrebno, da se jih držita, kajti če jih kršita, pride do nezaupanja. Jaz si pa ne znam brez zdravega zaupanja predstavljati zdravega partnerskega odnosa, o katerem danes govoriva. Torej, da me vidi, da me sprejema. Ja, da me spoštuje v moji različnosti. Da je lepa v moji resničnosti. Ja, seveda. Različni smo in velja enako za moške in za ženske en do drugega, malo več naklonjenosti, malo več strpnosti, malo več sočutja, malo več ljubeče pozornosti. Vsi rabimo pozornost, tako moški kot ženske in tega medsebojnega sodelovanja. In svet bo lepši. Zakaj? Zaradi tega, ker svet stoji na odnosih. Odnose pa kreiramo kdo? Vsak med nami, vsak do sebe in v interakciji eden z drugim. In od tega, kako komunicirate, kako se vedete, kako si izkazujete svoje čustva, ljubezni, pripadnosti, seveda se tudi naši otroci učijo, kaj to je zdrav, ljubeč, odgovoren in spoštljiv partnerski odnos. Ves čas se nama pomembnost komuniciranja vrti v temu pogovoru. Ampak moški res drugače slišijo. Ali tudi ženske? No, absolutno. Zdaj, če govorim iz položaja ženske, mislim konkretno na temo, ko pač poveš o nekem dogodku, ki se ti je zgodil, se dostikrat se mi zdi pri moškemu ta element, da se on aktivira, on bo zdaj to rešil. V resnici pa ti rabiš samo nekoga največkrat, da te sliši in da te posluša. Ja, kako naj to moški vejo, če jim ne damo navodil za svojo uporabo. Torej, vedno tukaj rečem, ker moški so reševalci in je to ful lepo in mu rečemo, ful spoštujem, da želiš zdaj ti reševati. A neko mojo zagato, ampak srce, jaz zdaj rabim samo, da me stisneš v objem, pa da me samo poslušaš in da si moja najboljša prijateljica. Kar naši moški itak tega tako ne razumejo, ker reče, zato imaš tam prijateljico, z njo dobiš. Ampak v nekih trenutkih dejansko rabimo samo njihov medvedji objem, srce, tukaj si moja, si povej. Ampak naša dolžnost je, da rečemo, rabim rešitev, prosim, mi pomagaš brainstormati, pa najti neko rešitev za neko mojo problem zagato. Se pravi, damo navodila za svojo uporabo, se to spet si smejejo, ampak jaz vedno rečem, kaj, pa če se iz sebe izražam, kaj v tem trenutku rabim, ali pa enostavno, me samo poslušaš in ne rabim za rešitev, samo moram dati ven iz sebe. In tudi s tem, na ta način je moški manj zmeden,
manj se počuti frustriranega, ker njegova moškost tukaj zdaj ne pride v poštev, kaj zdaj jaz tukaj dajem rešitve, no nikoli nič od tega ne naredi, ne upošteva in potem se oni počutijo, ker me ne rabimo njegovih rešitev, ma ne znamo tega mu povedati, mu ne damo meje, ne rabim tvojih rešitev, samo prosim poslušaj me in če tega ne rečemo, nam pa moški nagonsko melita in jaz tega ne naredim, ker jaz sem hotela samo ven dati. In potem se s časoma takšni moški kaj počutijo? Nespoštovane, neupoštevane in je ta njihova moškost na en način dejansko malo obsekana, posekana. In tukaj potem prihaja kar nekaj parov, vem, da sem to obravnavala in obravnavam, ko prije pravzaprav do tega osnovnega jeze iz nemoči. Jaz nisem slišan, torej jaz nisem spoštovan, meni nič ne upošteva. Zato, ker se opet premalo dajemo navodila en drugemu za uporabo oziroma tiste naše zdrave meje. Ne potrebujem tvoje rešitve, srce moje, samo potrebujem pa milijon, da me zdaj stisneš in poslušaš, ko sem tečka. Kaj pa je tisto, kar recimo moški pove, pa si ženska narobe prevede? Kakšne so to recimo situacije? Želim, da čim več žensk to sliši, da si znajo razumeti, no. Ko reče recimo moški, ko so včasih robati v tem izkazovanju mogoče nekih čustev, dostikrat s svojimi storitvami izkazujejo svojo ljubezen. In jaz dostikrat v bistvu prevajam znotraj njune dinamike, ko jo poslušam, ko on reče pa sej jaz pokosim okoli hiše, jaz hodim po špezo v trgovino, pa so tako, ne, pa so živčni in ona reče, ja, sej to sva se tako zmenila, da je tvoja naloga. Ne, rekel, to je zato, ker te ljubim. Se pravi, ta storilnosti efekt, ta moški efekt, ta moška vloga, da jaz postorim, da je moja ženska pač kot bolj ima tisto, kar njo zanima, ali pa neka gospodinjska dela, ta delitev vlog je še vedno tako, kot je bila nekje do neke meje, ampak nič hudega, saj okej, moški in ženski imamo različne vloge in zakaj ne. In ženske bi pa rade vse gledamo skozi nas, pa bi rade na ta naš način, da nam oni izkazujejo čustva, ljubezen in težko tudi včasih v naši ranljivosti sprememo partnerjevo šibkost, nemoč, žalost, jezo, strahove, ki pravzaprav nima veze z nami, so lahko iz nekih dogodkov, v službi, v nekem socialnem krogu. Takrat dostikrat tudi me pokažemo mogoče premalo sočutja in razumevanja, da je tudi on kot moški v stiski, da to včasih ne zna na ta način razložiti. Čuječe je, tukaj jaz to pač moje pare res jim težimo tej čuječnosti, dajmo tukaj in sedaj biti prisotni, skoncentrirani eden na drugega. Itak, koliko imajo pari, ki so zaposleni na dan časa? Ja, zelo malo, zgolj en za drugega, ne? Ampak jaz apeliram, tista pol ure, 1 ure, skoncentriranega, ljubečega, posvečenega časa. Pa ko partnerja recimo ugotovite, da sta se odtujila, ali pa se zgodi morda pač nezvestoba. Odnos je takrat verjetno v neki slepi ulici, si predstavljam. In ali obstaja možnost, ker nam jo skušajo mediji prodati, ali pa filmi, da se ponovno zaljubiš v svojega partnerja? Jaz to vprašanje dostikrat dobim. Jaz lahko spet zgolj in samo iz mojega praktičnega dela s pari v svetovalnici tukaj odgovorim v veliki meri pritrdilno. Seveda pa moramo razlikovati med tem, da nek par gara na odnosu, da spreminja in dela tudi na lastnih odzivih, na neke sprožilce, ki so poprej ju vodili v neko kreganje, prepire in tisti peskovnik. Ker jaz vedno rečem, osebna rast
je pravzaprav to, da na isti sprožilec vseeno bolj odraslo, bolj zrelo, bolj odgovorno odreagiramo in tukaj se že dinamika in sama energija znotraj odnosa spreminja. Pri tem je pomembno, da smo spet pozorni, čuječi in da vemo, kaj želimo v ta odnos dati in kaj tudi iz njega dobiti. Namreč partnerska ljubezen je trgovina, no. Dam, kar dam, želim nekaj nazaj. Ne morem samo dajati, rabim tudi nekaj nazaj, ja. In v tem kontekstu je res pomembno, da sta en z drugim toliko odgovorna in da se slišita in da hočete en drugemu dobro, da sta, pa ne bom rekla, da žrtvujeta neko svoj del sebe, ampak res odgovorno sta tam en za drugega. In če par res dela na odnosu in se zaveda te vloge, to, kar sem do zdaj razložila, se ne zaljubijo več na ta hormonalni način. Marsikdo želi tiste metuljčke in čmrlčke in v trebuščku in slišati travo rast, rečem ne, take zaljubljenosti, te hormonalne, ne moram trditi, da se zgodi, vendar pa mi mnogi pari po približno enem letu dela na partnerskem odnosu, znajo povedati, ampak sami od sebe, jaz to ne sprašujem, in zdaj, kaj drugače. Mi rečejo, ampak jaz sem se zaljubil ali zaljubila na ta en spoštljiv način v to neko osebo, ki je delala na sebi, ki že sedi tukaj zraven mene na kavču, ker drugače reagira. Počutim se bolj mirno, bolj sproščeno ali mirnega, sproščenega. Vem, da lahko povem in da ne bom zaradi tega zasmehovana ali kakorkoli drugače diskreditirana v mojih razmišljanjih in čustvovanjih. In na en način s tem spoštovanjem, z neko pripadnostjo oblikujemo novo odločitev za ljubezen. Zrelo, zrelejšo. Ja, zrelo, starejšo, odgovorno, sodelujočo. In to je izjemno dober in zdrav temelj dejansko nekega sobivanja v eni dovolj dobri, zdravi partnerski dvojini. Kdaj pa je odnos mrtev? Običajno enega bolj boli kot drugega. Se ne počuti več slišanega, upoštevanega, varnega. Lahko je prisotno nasilje v različnih oblikah, lahko je tudi pasivna agresivnost. Vemo, da mnogi slovenski pari kot neko obliko maščevanja ali prisile partnera, da bi deloval ali se reagiral tako, kot on želi, uporablja ignoranco, torej ne vidim te, ma te ne upoštevam, te ne slišim. Pri tem uporabljam ena stranka, mi je rekla, da on svojo ženo izmolčuje, pa sem rekla, da se opravičujem, kaj? Se pravi, ja, delam sedejni. To je zelo huda oblika psihičnega nasilja. Jaz ga obsojam, jaz se znotraj moje svetovalnice 17 let že borim proti nasilju vseh oblik. Ko je prisotno nekako in čutimo, da smo traumatizirani, prizadeti zaradi bilo katere oblike nasilja, takrat je tudi eden od pokazateljev, če ne moremo razložiti, da smo prizadeti in da se ta oblika, bilo katere oblike nasilja ne preneha, potem je znak, da je potrebno oditi iz takšnega nezdravega, toksičnega, poškodovalnega partnerskega odnosa, kjer pač niti odnosa ni, kaj šele ljubezni, ki bi bila tista neka sila, privlaka, ki bi nas motivirala, da vlagamo v nek odnos. Kakšno vlogo pa igrajo v odnosu, ki, bova rekla, se maje? Te neke naša neka notranja ranjenost. Ja, pride ven. Pride ven v odnosu. Seveda, dostikrat. Včasih podzavestno želimo, da je naš partner ali partnerka naš terapevt, ampak niso. So ravno tako mora biti na podobnih, dostikrat se zgodi podobna bolečinska jedra, imamo poškodovana in to je ta naš nek energetski privlak, kjer pravzaprav imamo neke lekcije lastnega dela na sebi in tega
kaj mi želimo in potrebujemo od partnerskega odnosa, ne dobimo in se seveda počutimo zavrnjene, neslišane, nespoštovane, opeharjene. In spet, vedno znova rečem, primarni odnos je odnos sebe do sebe. In kaj je tisto, kar je v nas sprožilo to neko naše, bom rekla, tudi ne dovolj sočutne morebiti odzive, ker nas boli in partnerja boli. In pravzaprav bi priporočila, da nehamo eden od drugega iskati neko terapevtsko vlogo, zato smo strokovnjaki. Nas je veliko v Sloveniji, poiščite ustreznega strokovnjaka ali za individualno rast ali za partnerske odnose, ker tudi zdrav partnerski odnos bom poudarila, ker vidim, da mnogi pari si tega že zavedajo, nekateri pa začnejo tako, ja, pa se res zelo, zelo pomembno vpliva na videnje naših otrok, kaj to je odnos, ker se ga učijo kje, skozi naš partnerski odnos. In to bi oni večji ali manjši meri seveda ponavljali, kopirali znotraj kasneje njihovih partnerskih odnosov. Izjemno pomembni smo v tem, koliko smo odgovorni, na kakšen način vlagamo in gradimo odnos. Omenjala si tudi trigiranje, oziroma ko se zgodi instantno nek tako močen odziv v telesu, Ja. da planeš, ne? Ja, In seveda na drugi strani je ponavadi isto. tako. In se vžge. Ja. Kako to presežiti? To je najtežje pravzaprav, ker ta kažin, ko se sprostijo sketne, Da. oni naši strahovi, nemoč, vse nekako, kar imamo pod preprogo in en in drug, ker se je težko soočati s temi čustvi in zavrnitvami in potem seveda sploh ženske smo, večina ženske, bom rekla, smo zelo izmojstrile to, da iz preteklosti vrečemo v sedanjost očitke. In rečem, zakaj so zdaj ti očitki za nazaj samo prizadanejo njega, on je nemočen in potem se pasivno-agresivno dostikrat brani, ampak to je vse pač situacija, ker ne more biti zmagovalca na zdrav način, ne? To je potem samo ti si mene prizadel, zdaj bom pa jaz tebe, no, zdaj, ker sem pa, bom pa jaz tebe. In potem je to grozovita toksična spirala, ki gre dol v propad, v razpad zaupanja, ljubezni, odnosa in vsega tega, kar pač nas je sploh nekako združevalo, poudarjam, v dvojino, za katero apeliram, da bi bila čim bolj zdrava, čim bolj kvalitetna, čim bolj odgovorna, sodelujoča, da se počutimo v njej dovolj dobro in okej. In enkrat, ko pride do tega toksičnega odzivanja, to je ta segment, sva v peskovniku in mene boli, zdaj bo tudi tebe bolelo. Jaz zelo, zelo prosim, da ne gremo v te maščevalne pohode, ampak da pravzaprav se vseeno, če ne moremo drugače na nek spoštljiv, dostojanstven način tudi razidemo. Včasih je v neki zelo hudi toksičnosti, nesposobnosti komunikacije, niti ni več energije, volje, želje, je včasih tudi ločitev, rešitev. Za vsako ceno skupaj tiščati nekaj, kar ni zdravo, ali je nasilniško, ali je polno nekih izpetih želja, potreb, ki niso bile nekako uresničene, je potem samo maltretiranje in mrcvarjenje. Ampak jaz sem vseeno zagovornik tega, da vseeno lahko par da vse od sebe, neko obdobje, predlagam pol leta do 1 leto, da vidi dejansko, ali je še kaj substance za dovolj zdrav partnerski odnos, za katerega treba pa delati. Jaz tukaj uporabljam zelo grozno slovensko besedo, fino je, da se zavedate, da je treba garati. In me tako gledajo včasih, zakaj ta beseda, se nekaj, ker ne znam drugače povedati, ker če ne bosta, se prehitro vrnemo v ustaljene toksične navade in rutino, ki smo jo toliko let zgradili in nam je normalno, nam je blizu, kakorkoli nas boli. Iz tega je ven treba iti z novimi znanji, veščinami, to vaditi, da postane nov naš sistem medsebojnega približevanja, komunikacije in tega plesa dveh. Melita, imam tudi eno vprašanje, ki ga je zastavil moj mož.
Sicer ne v smislu tole vpraši, ampak vprašala sem ga, imaš kakšno vprašanje za mojo gostjo? Dobro. In je rekel, da vpraši, ali danes sploh še razmišljamo o dvojini oziroma o dvojini ali zgolj o ednini. V partnerskih odnosih razmišljamo o dvojini. Ok, ja, ti, ki pridejo v svetovalnico. Ne? Jaz mislim, da je bilo tukaj mišljeno nasploh, če bi recimo, ker verjetno srečuješ ogromno število ljudi tudi izven svetovalnice. A bi rekla lahko, da znamo razmišljati o dvojini v smislu videti tudi drugega, misliti tudi na drugega človeka in ne toliko poveličevati samo sebe, svojih potreb. Ja, zdaj, če to apelira na to instantno doživljanje kratkotrajnih užitkov, kratkotrajnih srečanj, kratkotrajnega nekega dopaminskega odziva, ki ga pač dobimo, če ne drugega, ko po socialnem omrežju poskrolamo in že dobimo dopaminski odziv, ja, potem smo vsi postali neki res veliki individualisti in tudi seveda sodobna družba in pritiski nekako potrošništva nekako od nas želijo, da čim več se osredotočamo na sebe, da mi veliko konzumiramo in na ta način pravzaprav se razkraja skozi neko, ampak to je drugo področje, da reči sociološko-politično manipulacijo, pač ta sebstvo tega, da jaz sem pomembna v sebi, seveda, ampak sem pa odgovorna, da spoštujem sočloveka. In da ne želim drugemu slabo. In v tem nekem egoističnem stanju pozabimo na to, da je sočlovek v odnosnosti, bilo s koga srečamo na cesti, ne vem, v trgovini, ali v nekih bolj intimnih, družinskih ali prijateljskih odnosih in dinamikah, da pravzaprav smo odgovorni, da smo sočutni, prijazni, spoštljivi. Ampak to je zdaj kontra temu, kar želi pač sodoben trend razpadanja nuklearnega nekega zavezništva znotraj družinske celice, ker je lažje obvladovati individualne posameznike kot neke nukleuse. Zdaj sem pomislila ob tem, ko sem te poslušala, ali je ravno to udejstvovanje na teh družbenih medijih tudi eden od razlogov za odtujitev med partnerjema, ker se pravzaprav zakleneta vsako svoj svet, ne? Ja, mene je zelo bolela izjava pred leti enega najstnika, občasno delam tudi z najstniki, ker to so vseeno mladi ljudje na poti v odraslost, ki je rekel, jaz se počutim tako samega. Pa sem vprašala, ja kako, si mi razložil, oči, mami pa brat, ste doma. Pa rekel, ja, ampak oči je na računalniku, mami je na tablici, brat je zaprt v sobi in igra igrice in jaz se počutim popolnoma sam. In mene je to tako zabolelo. In seveda, dostikrat, ja, hvala, poslušam zgodbe, kako pravzaprav imajo oba, in moški in ženske, enaki smo tukaj, pravzaprav odnos, bom rekla, partnerski odnos z svojim zaslončkom. Kakšen zgled smo otrokom. In potem mi piskamo, vriskamo, da otroci pa preveč časa preživljajo na zaslonih, pa kakve so vse nevarnosti, izjemno grozne so. Ampak mi smo zgled, ne pozabimo tega, mi smo zgled, da tudi mi nehamo dopaminsko se filati za temi hipnimi odzivi in nehamo biti odvisni od vsega tega, da imamo eno zdravo mero od tega in biti zgled, da pač ko otroku in najstniku ne dovolimo uporabe zaslonov več kot, ne vem, pol ure, 1 uro na dan, da smo sami pri tem zgled. Mene me boli, ko mi razlagajo najstniki, cuka, mami, ona, Dimir. Ja. Enako se dogaja, poriva voziček in gleda v telefon, sprehaja psa in gleda v telefon, Jaz ne rečem, nisem perla. Lahko je ravno tisti trenutek dobila sporočilo moža, da bo zamudil na kosilo, a ne? Saj ne vem, ampak govoriva o medsebojnem, ja. Ker jaz rečem, če si ti v odnosu z telefonom, potem nimaš ne energije, ne volje, ne časa, dopaminski sistem je že skurjen, po pozornosti smo jo že dobili.
Zakaj bi jaz rada, zakaj bi jaz tebi zadala mojo pozornost, moj čas, mojo energijo, s tabo komunicirala, iskala kompromise, če imam jaz to vse že zadovoljeno z tem. Drži. Ja, jaz vseeno probam o tem in hvala za ta vprašanja, ozaveščati, na glas o tem govoriti. Včasih je dovolj samo pol ure manj in pol ure več za partnera ali partnerko ali otroke, ali pa enostavno tudi si reči, nič, zdaj gledam pol ure v luft in je to tudi okej. Hvala za ta odgovor. Hvala za to vprašanje. Melita, kakšen nasvet bi dala morda paru ali pa enemu v paru, ki se sprašuje, a je to? A sva na koncu poti ali imava še kaj za narediti? Dajte se usest. Nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha. Dajte na list papirja, jaz sem old school, dajte na list papirja. Riši, kaj potrebuješ, česa ne moreš več. Kaj so neke tvoje želje in potrebe? Koliko časa si dala na dan eden za drugega? Iščita neki skupni, minimalni imenovalec za dobro voljo, naklonjeno. Če to ni možno, poiščita si strokovno pomoč, ki drži varen prostor, varen čas, zato da se sliši in enega in drugega. No, vse zadnje, recimo on meni razlaga svojo stisko, svoje frustracije ali to, kar se on občuti kot v partnerskem odnosu, da njega boli. Pravzaprav, ko meni razlaga, ona sliši. Ko ona meni razlaga, sliši on. Da jaz potem dostikrat prevajam moški in ženski kontekst vsebine. Dostikrat se izkaže, da pravzaprav pari o isti zadevi govorijo za naklonjenostjo, vendar en drugega ne razumeta in se gledate kot dva sovražnika. Jaz rečem dostikrat, če se abstrahiram te vajne okraske, verbalne, ko se vidi v istem, govorita in v bistvu govorita dobro in želita dobro en drugemu in njima pojasnim, kje sem to videla in se začnete tako gledati. A res je to? A ti tako misliš? Ja, a ti tudi? Ja. In ti preboji so mi čudoviti, mi ganjena postanem dostikrat in je včasih treba tako malo, da se pravzaprav znamo slišati in se počutiti vseeno videne in spoštovane. Če pa ne gre, če na eni strani, včasih na eni strani ni na volje, ne časa, mogoče je že nekje nekdo drugi ogledan, bodva direktni, izpela se je neka motivacija, potem tudi ni dovolj neke volje in želje in energije za reševanje oziroma postavljanje izpetega, odtujenega partnerskega odnosa na neke bolj zdrave temelje, upoštevajoč vso preteklost, vso rutino, vse navade, širšo družinsko sliko in dinamiko. Zaradi tega, če se povrnem na tisto izhodiščno začetno vprašanje, ali popravljati ali pač pustiti, jaz rečem vedno, mogoče, če je še dovolj motivacije in energije, dajte vse od sebe tistega pol leta, eno leto, recimo pod nekim strokovnim vodstvom in se potem odločajte, ali nadaljujete eno zdravo partnersko zgodbo, ni idealna, ni perfektna, ma je dovolj zdrava, ali pa enostavno zaključite, vendar ostaneta, če imate otroke, v dobrih, bom rekla, jaz temu rečem poslovnih odnosih, kjer spoštljivo, sodelujoče komunicirate vse, kar je pomembno za dobrobit otrok v dveh domovih. Tukaj sem zelo stroga in tečna in zahtevna. V mojih parov, kar nekateri, približno 1/4, kolikor jih spremljam, se dejansko na koncu odloči, ne moreva, se bova ločila, hvala za vse znanje, informacije, bova dobra starša, bova sodelovala, midva ne moreva več skupaj. Okej, to je njihova odločitev, z vsemi posledicami, ker jaz dostikrat povem, tudi če se odločite za ločitev, kakšne so posledice, to nisem tako, se ločim pa bo. Ne, veliko drugih stvari še potem v tem procesu žalovanja pride ven in veliko travm, ki pravzaprav jih imamo potlačene še od prej, za nazaj ali od prejšnjih zvez, ki jih nismo predelali ali odnosa naših staršev. Temu se ne moremo tej bolečini izogniti. Tudi če smo se
odločili, da ne morem s to osebo več biti znotraj partnerskega odnosa. Ni to tako črno-belo. Mislim, da si mi ravnokar dala idejo za novo temo podcasta. O ločitvi. Čudovito. Še zadnje vprašanje imam. Izvoli. Tudi to je enako kot pri vseh gostih. Če bi Melita lahko podoživela še en trenutek v svojem življenju, katerikoli, v celoti tak, kot je bil, kam bi šla? Ok, dobro. V Lucijo, ko sem bila stara 6 let, smo živeli v Luciji in sem svoboden otrok v tistih časih, po cele dneve bila na igrišču in je bila mami na balkonu, 3. nadstropju. In ko je bila že, ko je šlo sonce dol, v mojih časih so bile še soline tam, kjer je marina. In če sem na gugalnici dovolj visoko se guncala, ta adrenalin je izgleda že takrat bil malo prisoten, sem videla mami na balkonu in ko sem jo videla, sem vedela, da je ura, da grem na večerjo. In to je bila taka svoboda. Jaz to pod svobodo potrebujem, očitno. To mi je zdaj prvo prišlo. Ali pa, ko sem svobodna v morju, ko daleč plavam in nikjer nobenega ne vidim, ne slišim, zgolj samo valovi okoli mene. To je ta moj neko moje mesto varnosti, miru, ljubezni, da je vse točno tako, kot je ok, tukaj in sedaj. Najlepša hvala za odgovor in pogovor in za vse uporabne nasvete. Z veseljem. In uvide. Hvala za povabilo. Hvaležna je za super iztočnice in vsebine, na katere sem se lahko navezovala, da sem pač čim več svojih izkušenj in znanja dala. Hvala. Enako. Hvaležna zelo.